Še eno vprašanje vzajmo kolega Sarkič, gledamo vam lastno. Lep pozdrav, gospod minister Denis Sarkič. Zanima me, na podlagi česa ste določili dobo 3 let? Zanima me, ali za razpise za izgradnjo predorov ali razpise za izgradnjo predorov in galerij. Kajti lahko se gradijo tudi galerije, ki so nekako polpredori, tako za železnico, kot tudi za cesto. In me zdaj zanima, če tukaj ta dikcija ni čisto dorečena. Kot tretje me zanima, ali je doba 3 let dovolj velika kazen za SCT, kajti, kot smo nekako razumeli, ste v vladi hoteli zabiti še, recimo, en zadnji žebelj na krsto gospoda Zidarja v tem mandatu. In potem me še zanima, kdo naj bi bil za sanacijo izbere drugi izvajalec, piše v drugi točki, ali je to še vedno Keramicode Ltd, ali bo to kakšno drugo podjetje. In zanima me za uvedbe supernadzora iz tujine, kaj pomeni ta supernadzor? Ali je supernadzor nekaj, kar je približno tako kot pri nas ZAG oziroma ZIL, ali je supernadzor naprimer podjetje, ki je mora biti povezano z Keramicode Ltd in potem tudi pomeni nek supernadzor ali kako? Najlepša hvala. Kar se tiče dobe, je pač bila določena. Ocenjujemo, da je to dovolj dolga doba, da bo seveda izvajalec bodoče razmislil o kakovosti svoje gradnje predorov in tukaj so seveda mišljene tudi galerije. Kar se tiče novega izvajalca, kot veste, tega Keramicode več ni, da ga je kupil, oziroma da je firmo prevzela družba, ki je imela alternativno varianto teh. In jaz zdaj težko komentiram, koga se bo tu dejansko izbralo in na kakšen način se bo sploh zadeva sanirala dokončno. Ali bo to, jaz sicer upam, da ne ta isti umetne, ampak skratka jaz to težko komentiram, ker bo to odločala stroka. Zanimalo me, če so tudi tujci nekako v tem kontekstu omejeni za dobo 3 let, to me zanima. Naprimer, da bi se Keramicode, ki je sicer zdaj kupljen od drugega podjetja, lahko vseeno kandidiral na razpisu za nekega tujega izvajalca. To me zanima. Tega zaenkrat nismo predvideli. Kar se pa tiče supernadzora, je pa mišljena zadeva predvsem tako, glede na to, da ugotavljamo, da je več ali manj so vse te družbe tako ali drugače, in to smo se že na eni od tiskovnih konferenc pogovarjali, tako ali drugače povezani. In preprosto nekega velikega zaupanja tukaj več ni in ocena je, da bi bilo dobro, da pripeljemo nekoga, ki to našo gradbeno kako bi rekel, sfero, nikoli nikdar ni bil vključen in je res popolnoma neodvisen. Ta supernadzor bi po moji oceni dal tudi ene ustrezne rezultate, ki mi seveda pričakujemo. Kazen za SCT, žeblji v krsto, gospoda Zidarja v tem mandatu, to pa nisem. Kar se tiče žeblja v krsto, jaz ne bi to tako grobo komentiral. Dejstvo je, da je tudi ta SCT nekatere zadeve korektno upravil in tukaj pa pač ni. In zato, ker ni, je pač temu ustrezno potrebno tudi ukrepati in to ravno zdaj delamo. Hvala.